V državi Izrael sobivata dve judovski kulturi. Vsaka prepričana, da preživetje judovske civilizacije sloni na njenih ramenih. In sta v vojni druga z drugo. Danes, kako je politika na sodišču postala osrednje bojišče in kaj nam dogodki prejšnjega tedna na ulicah Jeruzalema povedo o državi, ki je končno dosegla svojo prelomno točko. Sem Elana Mazel-Diamant, to je Osnovni zakon. Prejšnji teden je izraelsko vrhovno sodišče soglasno odredilo vladi, naj uvede finančne sankcije proti ultraortodoksnim oziroma haredi izogibalcem naboru, pri čemer je opustitev uveljavljanja zakonov o naboru označilo za nesprejemljivo množično kršitev zakona. Sodba določa, da morajo biti ključne socialne ugodnosti, kot so subvencije za varstvo otrok in popusti pri stanovanjih, pogojene z vojaško službo, kar bi lahko vplivalo na 10.000 haredskih moških, ki se trenutno izogibajo naboru. Poleg finančnih kazni je sodnica ostro kritizirala policijo zaradi njihovega zavračanja aretacij in odredila državi, naj začne kazenske postopke, s čimer je še dodatno zaostrila politični razkol med vlado in njenimi haredskimi partnerji. Zdaj je generalna državna tožilka Gali Baraf-Miara to odločitev nadgradila z odredbo, ki vpliva na dragocenejši del haredske družbe, saj je odvzela davčno oprostitev ješivam, katerih študenti se izogibajo naboru. V skupnosti, ki jo podpira svetovna mreža donacij z davčno olajšavo, to predstavlja eksistenčno gospodarsko grožnjo. Odziv je bil takojšen in čustven. Na tisoče protestnikov je preplavilo ulice. Pripadniki skrajne jeruzalemske frakcije so preplezali ograjo doma poveljnika vojaške policije IDF, zaradi česar se je njegova družina morala zabarikadirati v hiši. Na avtocestah je bil zrak gost od smradu tekočine skunk in dima gorečih izraelskih zastav. Zdaj je vprašanje, kam bomo šli od tu naprej in ali bodo te odločitve verjetno dosegle svoj deklarirani cilj. Toda zato je treba najprej razumeti, kako smo sploh prišli do sem. Obstaja kratkoročen odgovor in dolgoročen. Oboje bomo obravnavali. Začeli bomo s kratkoročnim. 2 leti in pol po začetku večfrontne vojne izraelska vojska, IDF, primanjkuje 12 do 15 tisoč vojakov. Od tega je približno 9 tisoč pripadnikov bojnih enot. Rezervisti, ki so jih prej vpoklicali za 25 dni vsakih nekaj let, so v prvem letu vojne v povprečju služili kar 136 dni. Bojni poveljniki 168 dni. IDF je rezervistom sporočila, da bodo leta 2026 služili 6 tednov. Prejšnji mesec so to oceno zvišali na 9 tednov zaradi Irana in Libanona. Ohranjanje poklicnih častnikov v službi močno upada. Delež častnikov, ki pravijo, da bi morda želeli vojsko izbrati za poklic, je padel z 83% v letu 2018 na 63% danes. In med podčastniki je ta številka le 37%. Načelnik generalštaba je premierja pisno opozoril, da bi se vojska lahko, citiram, sesedla sama vase brez temeljite spremembe kadrovske politike. Za temi številkami so družine. Več kot 1100 izraelskih vojakov in varnostnega osebja je bilo ubitih od 7. oktobra. 885 otrok je ostalo brez starša, 351 vdov. Rezervisti vodijo podjetja, ki jih komaj da vidijo. Zakonske zveze so pod pritiskom, kariere so na čakanju. Otroci odraščajo z enim staršem, ki ga več mesecev ni doma. Zdaj pa med tistimi, ki služijo, breme nesorazmerno najbolj občuti nacionalno-verska skupnost. Manjšina, ki predstavlja približno 12% judovskih Izraelcev in je ključni volilni blok desnice, je od 7. oktobra opravila skoraj četrtino vseh rezervističnih dni. Tudi njihov delež padlih je nesorazmerno visok. V tej državi, ki je od svojih državljanov zahtevala skoraj vse, obstaja skupnost več kot 1.400.000 ljudi, ki tega posebnega bremena ne deli. V zadnjem desetletju se je vpis haredijev v vojsko zmanjšal za 36%, medtem ko se je vpis v ješive in kolele, visokošolske ustanove v njihovi skupnosti, povečal za 83%. Z vidika tistih, ki niso del skupnosti haredi, in celo nekaterih, ki so, je to nepravična situacija. Izraelci se zelo dobro zavedajo, da smo del skupnosti, ki temelji na izjemni meri samožrtvovanja in predanosti, pri čemer to breme trenutno nosi le del družbe. Zdaj pa gospodarske koristi, ki jih prejema skupnost haredi in ki ščitijo ter omogočajo njihov izbrani način življenja, še dodatno povečujejo napetosti.
Ni povsem jasno, kako velike so te koristi, vendar so precejšnje. Študija foruma Kohelet ocenjuje, da je mesečna gospodarska razlika med družinami Haredi in družinami, ki niso Haredi, približno 10.500 šeklov. Družina Haredi prejme približno 4.000 šeklov neto državnih ugodnosti, medtem ko družina neharedi, ki plačuje davke, prispeva nekaj več kot 6.100 šeklov, približno toliko. Bolj prizanesljiva ocena Mošeja Kelemena, ki piše v Sarih Ijun, trdi, da ta metodologija v študiji Kohelet pretirava s prikazom. Prav tako poudarja, da udeležba Haredijev na trgu dela ni tako nizka, kot se sliši. Zaposlenost Haredi žensk, ki je približno 80%, je skoraj enaka kot pri neharedi judovskih ženskah, medtem ko je zaposlenost Haredi moških 54% v primerjavi z 87% pri neharedi judovskih moških. In ta razlika, čeprav je resnična, pomeni približno 2% pomanjkanje v celotni nacionalni delovni sili. On trdi, da je pravi problem past v poklicah. Moški Haredi, ki bi sicer vstopili na trg dela v svojih zgodnjih 20-ih, tega ne morejo storiti. Ker je edini način, da se izogneš naboru, ta, da ostaneš v ješivi do 26. leta. Takrat imajo že več otrok, nimajo strokovnega usposabljanja in nimajo realne poti, da bi nadoknadili zamujeno. Ne glede na to, katera razlaga je tu bližje resnici, se bo nekaj kmalu spremenilo. Ankete kažejo na družbo, ki je razdeljena na dve nezdružljivi resničnosti. Približno 84% judovske javnosti podpira obvezno poklic Haredijev, z zelo široko podporo sankcijam in odvzemu ugodnosti. Skupnost Haredijev je ostala skoraj povsem neomajna, saj poklic vidi kot eksistencialno, duhovno grožnjo. Zdaj se moramo vrniti k daljšemu zgodovinskemu pogledu. Svet Haredijev, ki ga je Izrael podedoval leta 1948, je bil ostanek. Ješive v Litvi, na Poljskem in Madžarskem, ustanove, ki so stoletja določale judovsko učenje, so bile skoraj povsem uničene. Večina njihovih učiteljev in učencev je bila umorjena v holokaustu. Tisto, kar je preživelo, je prišlo v Izrael in Ameriko z enim samim projektom. Obnoviti. In čeprav je bil posveten in ni bil pravi prijatelj verskega establishmenta, je Ben Gurion pogledal na ta ostanek in sklenil politični dogovor. Iz vojaške službe je oprostil 400 študentov ješiv, da bi lahko obnovili tisto, kar je bilo uničeno v taboriščih. Toda tisto, kar se je začelo kot omejen dogovor, se je razširilo. Vlada za vlado, tako leva kot desna, je to postalo ključno pogajalsko sredstvo za glasove Haredijev iz koalicije v koalicijo. Skoraj 80 let kasneje je skupnost Haredi zgradila šole, soseske, svoje idiome, ločene medije in politični sistem, ki zastopa njene posebne interese. Zgradila je tudi stvari, ki bi jih vsaka družba želela ohraniti. Poseben poudarek na učenju, ki ga premore le malo drugih skupnosti. Gostota dobrodelnih mrež medicinskih dobrodelnih organizacij, posebej izposoja medicinske opreme pri Yad Saraz, prostovoljni prvi posredovalci Hacale in številni drugi skladi ter društva za brezobrestna posojila, na katere se je slej ko prej zanesel vsak izraelski rezervist ali zaposlena družina. A kar je najpomembneje, poleg teh stvari je zgradila tudi izrecno teologijo izolacije. To je skupnost, ki verjame, da je še vedno v izgnanstvu in ohranja judovsko ljudstvo s preučevanjem judovskih besedil. Torej, država Izrael se vidi na zgodovinski misiji, da v prihodnje oblikuje judovsko zgodovino, medtem ko haredska družba nima takšnih ambicij. Ima eno samo prednostno nalogo: ohraniti tisto, kar je bilo skoraj izbrisano, in ohraniti žerjavico judovskega učenja ter judovskega ljudstva pri življenju. Za njih je prevladujoča kultura grožnja tej misiji. Asimilacija je izničenje. In vsaj nekateri deli haredske skupnosti pravijo, da bi raje umrli, kot tvegali sekularizacijo svojih otrok. Večina ljudi, ki posluša ta podcast, se verjetno ne strinja s temi pogledi. In to je v redu, tudi jaz se ne. Toda težje težave ne morete rešiti, ne da bi resnično razumeli ta izhodišča in jih upoštevali pri oblikovanju rešitve. Potrebujete prostor, kjer se lahko navidezno nezdružljivi pogledi večinskega dela izraelske družbe in haredske skupnosti srečajo, pogajajo in načrtujejo pot do postopne, spoštljive in zdrave integracije.
V idealnem primeru bi bilo to mesto, kjer bi demokratična politika lahko kaj spremenila. In na trenutke je to tudi poskušala. Toda v praksi se je zgodilo to, da je demokratična politika pogosto še okrepila težavo, saj so haredske stranke v zameno za politično podporo izpogajale dramatične subvencije za svoje izobraževalne ustanove, nadaljevanje oprostitve vojaškega roka in izplačila socialne pomoči. V časih omeženih spopadov so bili tradicionalni politični partnerji haredske skupnosti, običajno tisti na desnici, pripravljeni nositi to ceno. Toda frustracija javnosti je dosegla vrhunec. In zdaj pridemo do vprašanja, kako so vse prisotne pravne institucije Izraela vplivale tudi na to zgodbo. Izzivi glede vpoklica Haredim so se začeli pred skoraj 60 leti. Zgodba o spreminjajočem se pristopu sodišča do tega vprašanja, od začetnega zavračanja, da bi se sploh ukvarjalo z njim, do prevzema odgovornosti zanj, pa gre z roko v roki z ogromno rastjo sodne moči. Prvi primer je leta 1970 sprožil rezervni časnik v primeru, imenovanem Becker. Sodišče ga sploh ni želelo obravnavati. Obravnava javnih političnih sporov, ki jih sprožijo neupletene strani, bi po besedah samega sodišča zabrisala meje med vejami oblasti in kršila načelo delitve oblasti. Za pravnike v občinstvu je to tradicionalna doktrina pravnega interesa, ki jo deli veliko sodišč po svetu. Tako je sodišče reklo, da zadeva spada v Kneset. 11 let kasneje, leta 1981, v tako imenovani prvi zadevi rokoborca, je drug rezervni časnik podal v bistvu enak argument in dosegel enako zavrnitev. Ni imel osebne škode, zato zadeva ni bila sodno presodljiva in ni bilo na sodišču, da odloča o njej. Toda leta 1986, v tako imenovani četrti zadevi rokoborec, se je sodišče premislilo. Mnenje, ki ga je napisal sodnik Aaron Barak, je določilo, da lahko v bistvu vsak državljan vloži peticijo glede skoraj vsake zadeve javnega pomena in da je praktično vsako dejanje vlade predmet sodnega nadzora. Joab Dotan je zapisal, da je ta sprememba povzročila, citiram, skoraj popolno izbrisanje vseh omejitev pravnega interesa. In je po njegovih besedah s tem sodišče spremenila v še en forum za politične spore, po vsaki pomembni odločitvi Kneseta ali vlade. Leta 1998 je v primeru Rubenstein proti ministru za obrambo sodišče odločilo, da minister za obrambo ne more več podeljevati izjeme za Haredije, kot je to počel prej. To je bilo nekaj, kar bi moralo iti skozi postopek odobritve v Knesetu. To bi bilo treba zapisati v zakon. Sodišče je svojo odločitev utemeljilo na ustavni pravici do enakosti, ki jo je izpeljalo iz temeljnega zakona iz leta 1992, človekovo dostojanstvo in svoboda. In tukaj se moramo za trenutek ustaviti, ker ta zakon ne vsebuje pravice do enakosti. Dejansko je bil izraz enakost namerno izključen pri pripravi zakona iz političnih razlogov. Torej imamo tukaj sodišče, ki je le nekaj let prej odločilo, da imajo temeljni zakoni ustavno težo in da ima sodišče zato tudi pristojnost sodnega nadzora nad zakonom. Zdaj pa vnaša pravico do enakosti, ki jo je mogoče zelo široko razlagati in z njo manipulirati. Primeri Haredi temelijo na teh sodno ustvarjenih temeljih. Zdaj, po tem primeru Rubinstein je Kneset poskušal. Obstajala je komisija, imenovana komisija Tao. Iskala je srednjo pot med verskim študijem in nacionalno službo. Zakon Tal iz leta 2002, ki je iz tega izhajal, je študentom ješive omogočil odlog služenja do 22. leta, ko so se lahko odločili za tako imenovano leto odločitve, da vstopijo na trg dela ali se vpišejo v vojsko. Cilj je bil postopno, kulturno prilagojeno vključevanje. Toda zakon ni prinesel pomembnih rezultatov, zato ga je sodišče leta 2012 razveljavilo in odločilo, da desetletje postopnega napredka ni zagotovilo ustavne zahteve po enakosti. In od takrat je to vprašanje postalo pokopališče za vlade. Kadima je zapustila koalicijo zaradi neuspeha pri zamenjavi zakona Tal. Naslednji okvir, sprejet leta 2014, pa je sodišče razveljavilo leta 2017. Do leta 2023 je vsak podaljšek, ki ga je sodišče odobrilo glede svojih odločitev, potekel, kar je državo pustilo v nekakšnem vakuumu, kjer je bil nabor sodno določen, a politično nemogoč za uveljavitev. Leta 2025 je bil predsednik odbora za zunanje zadeve in obrambo Julij Edelstein razrešen, ker je vztrajal pri zakonu z resničnimi posledicami. Njegov naslednik, član Kneseta Boaz Bismut, je predlagal predlog, za katerega sta vsaj generalni državni tožilec in IDF opozorila, da je pravna fikcija. Ta postopek se je ustavil, ko se je začela vojna z Iranom, kar je povzročilo krizo naborništva,
ki se je iz dvorane Kneseta preselila na ulice Jeruzalema. Zdaj obstajata dva načina, kako to razumeti. Zagovorniki sodišča trdijo, da brez sodnega pritiska sploh ne bi bilo nobenega premika. Brez zakona Ta'al, brez Plesnerjevega odbora, brez političnega dialoga, samo dogovor iz leta 1948, ki bi trajal v nedogled. A kritiki pripovedujejo ravno nasprotno zgodbo. Pravijo, da je vsakič, ko se je v Knesetu pojavil kompromis, sodišče dvignilo letvico. In vsakič, ko se je letvica dvignila, je politični dogovor propadel. Po tem razumevanju sodišče ni spodbujalo kompromisa, temveč ga je preprečilo, saj je vsak nepopoln dogovor naredilo nevzdržen. Kritiki trdijo tudi, da je to počelo selektivno in brez upoštevanja delitve oblasti. Omenila bom še eno kritiko od odvetnika Davida Petterja. V široko razširjeni analizi, objavljeni zjutraj ob razsodbi o zmanjšanju socialnih pravic, je trdil, da Izrael nikoli ni imel splošne obveznosti naborništva. Pravno gledano so k služenju dolžni le tisti, ki prejmejo osebni poziv k naboru od določenega častnika IDF. Vojska je 75 let uporabljala to upravno diskrecijo za oprostitev manjšin, tako Arabcev kot Haredimov. In sodišče je to prakso skoraj v vseh primerih potrdilo. Toda s tem, ko so zdaj izpostavili Haredime, pravi Peter, je sodišče ustvarilo svojo pravno fikcijo enakosti in prestopilo radikalno mejo, saj je po njegovem mnenju prešlo od ustvarjanja zakonodaje s sodniške klopi do ukazovanja z nje, saj je neposredno odredilo IDF, naj izda pozive k naboru in policiji naj izvaja aretacije. Toda tudi, če sodišču priznamo najbolj velikodušno možno razlago, ostaja ločeno vprašanje. Ali lahko sodišče dejansko doseže to, kar zdaj odreja? In to ni tako jasno. Lahko pogledamo druge kontekste. Politolog Gerald Rosenberg je leta 1991 izdal knjigo o tem z naslovom Prazno upanje. Njegov osrednji primer je Brown proti odboru za izobraževanje. Razsodba iz leta 1954, ki je odredila desegregacijo ameriških javnih šol. Rosenberg pokaže, da je 10 let po razsodbi Brown le približno 2% temnopoltih otrok na ameriškem jugu obiskovalo integrirane šole. Kar je končno prineslo spremembo, sta bila zakon o državljanskih pravicah iz leta 1964 in zakon o volilnih pravicah iz leta 1965. Zakona, ki ju je sprejel kongres, izvršilna oblast pa ju je uveljavila kot odgovor na množično politično gibanje. Zdaj ima harvardski pravni zgodovinar Michael Klarman nekoliko drugačen pogled. Njegova nagrajena knjiga Od Jima Crowa do državljanskih pravic trdi, da odločitev Brown ni neposredno desegregirala juga, ampak je ustvarila politične pogoje, ki so omogočili desegregacijo. S tem, ko je povzročila tako brutalen odziv, da se je javno mnenje sčasoma obrnilo in spremenilo. Tako po Klarmanovem mnenju, zakon o državljanskih pravicah ni bil sprejet kljub odzivu, ampak prav zaradi njega. Torej, kar pravi je, da sodišče samo ustvarja svoj lasten odpor in da je prav pretiravanje nasprotnikov tisto, kar v grozljivi ironiji na koncu ustvari politične pogoje za sprejetje zakonodaje. Kulturne spremembe, ki jih vodi sodišče, vedno sprožijo odziv, ker preglasijo demokratično samoupravljanje. In tukaj je treba upoštevati tudi povezan kulturni vidik. Kot je pretekli teden poudaril pisec Israel Hayom, Gil Bringer, lahko sankcije prisilijo nekaj posameznikov, ne morejo pa ustvariti pripadnosti. Bringer je obiskal Mamlahti haredijsko šolo, eno izmed majhnih, rastočih javnih haredijskih šol, kjer haredijski otroci poleg verske izobrazbe obiskujejo tudi standardni izraelski učni načrt ter se učijo o Jom Hazikaronu in padlih za državo. Toda danes ta sistem vključuje manj kot 10% haredijskih učencev. Večina haredijskih otrok pa obiskuje ustanove, kjer je izraelsko državljansko življenje načrtno odsotno. Torej je njegova poanta, da ko haredijski 18-letnik prejme poziv za nabor, je preživel 18 let v izobraževalnem sistemu, ki ga država sama financira in licencira. Vendar je zasnovan tako, da vzgaja državljana, ki se ne vidi kot del izraelske državljanske zgodbe. Čeprav je stroga politika sankcij čustveno zadovoljiva za javnost, ki je vse dano, morda dejansko ne bo prinesla kulturnih sprememb, ki jih upamo videti v haredijski skupnosti. Njegova poanta je, da če bi moral vsak 18-letni haredi jutri priti v naborni center, izraelske obrambne sile bi imel opravka z jeznimi, nemotiviranimi vojaki. Iz skupnosti, ki je bilo po njihovem mnenju rečeno, da je država končno prišla po njih. Kaj zdaj? To je še eno opozorilo, da politika v Izraelu daje prednost zastopanosti različnih družbenih skupin, hkrati pa tem sektorjem omogoča nesorazmeren vpliv pri oblikovanju koalicij. In to je nekaj, kar moramo imeti v mislih,
ko se nadaljuje projekt reformiranja izraelskega prava in upravljanja, stabilizacije ter zagotavljanja njene trajnosti. Toda tudi ob nujnih varnostnih in gospodarskih zahtevah, ki so res nujne, moramo biti pozorni na to, kaj nas lahko dejansko približa cilju. Haredski sektor mora prevzeti odgovornost zase, česar pa ne bo storil, dokler verjame, da lahko dobi ogromne subvencije, ki si jih želi. Res je, toda tudi izraelska družba mora od svoje politike zahtevati odgovornost. Zahtevati mora ideje namesto osebnosti in zavračati politično kulturo bojkotiranja, ki je Haredijem sploh omogočila, da so postali tako ključni koalicijski partnerji. In sodišče mora svoje strani pokazati zadržanost in spoštovanje do izraelskih demokratičnih institucij ter do javnosti. Če se Kneset premakne proti široki koaliciji, ki temelji na cionizmu, da bi rešil ta problem, in se poveže z zmernimi glasovi v haredski skupnosti, lahko sprejme politiko, ki uravnoteži nujne potrebe države z verskimi prilagoditvami. To je pot do bolj postopne, spoštljive in trajnostne rešitve, kot jo omogoča sodni diktat. A predvsem mora narod, ki si prizadeva za ohranitev judovskega življenja in identitete, dati največji pomen medsebojnemu spoštovanju in sodelovanju. In moramo se zavedati, da je gradnja države maraton in ne šprint. Demokracija je nestrpna do svojih lastnih procesov, bo na koncu izgubila oboje. Se vidimo naslednji teden.